Pozdravljeni. Večina navdušencev Formule 1 je napeto pričakovala predstavitev novega Red Bulla RB18. A namesto tega smo bili deležni predstavitve barvne sheme in o tem nas seveda niti niso obvestili. Kot vam je verjetno znano, se sam trudim biti v svojih prispevkih čim bolj objektiven in nevtralen. A tisto, kar so nam predstavili pri ekipi Red Bull, ne morem imenovati drugače kot farsa. Namreč, zadevo so poimenovali predstavitev novega bolida, ki ga pa v resnici ni bilo. Pri ekipi Haas smo točno vedeli, da gre za predstavitev nove barvne sheme in ukolikor sem izjemno prijazen, ni šlo tu pri Red Bullu za nič drugega. In čeprav se dobijo avtorji, ki bodo trdili, da je tisto, kar smo videli na raznih posnetkih in fotografijah, novi RB18, to še zdaleč ni. Gledali se bomo v nadaljevanju, sploh kaj smo gledali in zakaj nas pri Red Bullu dobesedno vlečejo za nos. A treba je povedati, da mnogi avtorji so tudi trdili, da so pri ekipi Haas predstavili nov bolid, čeprav so se sami odgovorni strani ekipe trudili razložiti, da temu ni tako, a verjamem, da nekateri avtorji izjemno težko razumejo tudi osnovne zadeve. Pustimo sedaj to, ne bomo se ukvarjali z drugimi avtorji, ukvarjali se bomo z Red Bullom. In začeli bomo s tistimi spremembami, ki so bile na barvni shemi dobro vidne ter poudarjene. In prva sprememba je nov pokrovitelj, ki je nekako prispeval toliko sredstev, da je vključen tudi v ime same ekipe Oracle. Videli smo napise, ki so se pojavili na boku samega bolida, kar je dobrodošlo za ekipo Red Bull. Namreč Honda ni več tisti uradni dobavitelj pogonskih sklopov, kar pomeni, da Red Bull mora plačati za njih. V prejšnji sezoni so jih dobili zastonj in če se dobro spomnite zgodb v preteklosti, so celo pri Hondi plačevali v denarju, naprimer McLarenu. Torej pri Red Bullu so bili primorani nadoknaditi izpad prihodkov in to jim je kar dobro uspelo z Oraclom. Torej Red Bull je potreboval denar, čeprav smo videli, da je omejitev proračuna malce nižja od tiste lanske. Druga zanimivost je pa napis na pokrovu pogonskega sklopa. Tam, kjer je bila lani Honda, vidimo danes kratico HRC. Seveda nič kaj takega, a zopet dokaz, da so bili nekateri avtorji malce prehitri. Mnogi so se že spraševali, kako se bodo uradno imenovali pogonski sklopi Red Bulla, nekako so razpredali razne teorije, ampak sedaj vidimo tisto znano kratico iz sveta Honde, znano predvsem iz sveta motociklizma, ki bo tam na svojem mestu označila, kdo pravzaprav proizvaja pogonske sklope. V zgodovini Formule 1 smo mnogokrat videli, da so dobavitelji pogonskih sklopov svoje enote tudi preimenovali za določene stranke. Pri Ferrariju smo imeli primer Petronas, Acer ali tudi naprimer Renault je svoj pogonski sklop preimenoval v Tag Heuer prav zaradi težav z Red Bullom. In nekaj podobnega se bo zgodilo tudi tu, o čemer smo že govorili, ampak sedaj imamo dobesedno dokaz. A vrnimo se k sržu problema. Zakaj je ta predstavitev samo neka ideja o barvni shemi in nič drugega? Zato, ker tista maketa, ki so nam jo predstavili, je izjemno podobna neki drugi, ki smo jo že videli. A sedaj moramo iti malce zadevi do dna, da bomo razumeli, kaj so nam sploh prikazali pri Red Bullu.
Za osnovo bomo vzeli tisto maketo, ki so jo pripravili pri Formuli 1, ker so hoteli nam, navdušencem, nekako prikazati, kakšni bodo bolidi v sezoni 2022. Seveda, po tej predstavitvi smo lahko videli to maketo v raznih barvnih shemah. Zdaj si bomo ogledali isto maketo v barvni shemi Red Bulla. Seveda gre za render, ampak tako, da si bomo lažje predstavljali. In sedaj si bomo ogledali tisto, kar so nam prikazali na tako imenovani predstavitvi Red Bulla. Je morda kdo izmed vas opazil kakšno podobnost? Mislim, da ja. A na vaše začudenje tisto, kar so nam pokazali na tej, recimo, predstavitvi Red Bulla, ni bila maketa Formule 1 za sezono 2022. Namreč še malce bolj so nas potegnili za nos. Kolikor smo natančni in si pogledamo, na primer, prednji stabilizator, bomo opazili, da manjka en element. Namreč v prihajajoči sezoni bomo imeli glavni ter 3 pomožne profile. In ukolikor pogledamo tistega iz predstavitve, bomo videli, da ima glavni profil in 2 pomožna. Ampak ali smo že videli nekaj podobnega v preteklosti? Verjamem, da mnogi avtorji ne, še posebej tisti ne, ki so trdili, da gre za RB18. Ampak, kolikor se malce spomnimo, so pri Formuli 1 že pokazali maketo bolida, kako bodo izgledale Formule 1 v prihodnosti. In to je bilo pred pandemijo COVID-19. Kolikor pogledamo te stare fotografije, ko smo že mislili, da bodo novi bolidi bili prisotni v sezoni 2021, bomo videli, da prednji aerodinamični stabilizator ima 3 elemente. Dokaj podoben zašiljen nosni konus. Sedaj nisem prepričan, da so pri Red Bullu dobili to maketo in jo enostavno pobarvali, ampak že na zalogi bi lahko imeli na primer staro maketo bolida RB10, ki je v bočnih strukturah dokaj podoben, na kateremu so nekako pridodali 18-palčna platišča, nov zadnji in sprednji aerodinamični stabilizator. In približno bomo tam. Še posebej, če pogledamo tisto območje okrog zgornje hladilne reže. Ampak zavedamo se, da tu ne gre za pravi bolid, ampak za neko projekcijo, kot sem že tolikokrat omenil, maketo. In sedaj smo videli, da tisto, kar so nam pokazali pri ekipi z Milton Keynesa, ne samo, da je maketa, ki so jo pripravili pri Formuli 1, ampak tista, ki ima praktično leto dni več od onega, kar so nam pokazali za sezono 2022. Seveda ne bom šel globlje v tehnično analizo, kajti videli smo vsi, da je to brezvezno dejanje. Ampak mislim, da so si pri Red Bullu nekako privoščili malce preveč. A verjetno se marsikdo izmed vas sedaj sprašuje, zakaj? Zakaj to počno pri Red Bullu? Namreč ni bilo toliko dni nazaj, ko smo govorili o tem, da pri Red Bullu imajo verjetno težave s crash testom in približno izračunal vsem po moji osebni oceni, da gre tudi lahko za 5-tedensko zamudo. Iste govorice so se nato pojavile tudi za tovarniško ekipo Mercedes, kjer so hitro pokazali, da oni crash teste so prestali. Pri Red Bullu so bili seveda tiho, le datum predstavitve so postavili izjemno zgodaj. A videli smo, da na tej, imenujemo jo zopet predstavitvi, bolida nismo videli. Kar nam da vedeti, da pri Red Bullu so lahko v zamudi in v velikih težavah. Ste morda opazili, kako so glavni in odgovorni nekako spretno se izogibali vsakim tehničnim vprašanjem o bolidu? Seveda, izogibali so se, kajti tisto, kar so nam pokazali, ni bil pravi bolid.
Sam nimam nič proti tem predstavitvam barvnih shem, a lepo je do svojih navijačev in drugih navdušencev, da se to eksplicitno pove, kot so napravili naprimer pri ekipi Haas. In sam tudi verjamem, da nekaterim avtorjem lahko to 100-krat napišejo in še zmeraj ne bojo dorazumeli. Po drugi strani od ekipe, ki se kiti številko 1 in naslovom svetovnega prvaka med vozniki, bi morda lahko pričakovali, da so malce bolj vestni in da hočejo pokazati publiki tisto, kar so mnogi navdušenci pričakovali, in to je nov bolid in ne 2 sezoni star predlog makete, kako bodo izgledali bodoči bolidi Formule 1. A seveda gre za moje mnenje glede nekega dogodka v Formuli 1, ki bi bil brez omembe v mnogih medijih, če v ozadju ne bi stal Red Bull. A za danes, kar se tiče tega argumenta, je to vse. Hvala za vašo pozornost ter seveda nasvidenje.